Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Letos smo tu že 27-ič, udeležba je odlična, vreme je odlično naročeno, posebej za nas in za planince. Skratka, mislim, da bo kar v redu. Drugače je pa Planinska zveza Kamnik tudi zelo uspešna v slovenskem merilu, a ne, imate kar veliko teh sekcij in uspešnih planincev in alpinistov. Seveda, mi smo drugo največje društvo v Sloveniji in seveda najstarejše društvo. Letos smo stari, je naše planinsko društvo staro 116 let. Bi mogoče vzpostavili še kakšen uspeh kakšnega kamenškega planinca ali pa alpinista v zadnjem obdobju? Mislim, da imamo alpinistični odsek, ki je v svetovnem vrhu. Ravno tako moram pohvaliti naše markaciste, kajti oni vzdržujejo 94 km planinskih poti. Tudi danes so se lahko približali, kako lepo je urejena pot tu na Tokaško sedlo. Ja, res, to moram pa res potrditi. Zelo je bilo fajn gor hoditi. Res. Hvala.
nam lahko poveste, kakšen je namen vašega obiska tukaj? Mi imamo danes dvodnevni izlet Slovenskega planinskega društva Celovec. Smo cel kup Slovencev, 13 nas je, ki smo se podali včeraj pridržil gor na to planino prelepo in potem danes na Grintavci in danes se spet vozimo na dol. Aha, in kakšni so občutki oziroma so kakšne razlike med Karavankam pa Kamniškim Alpam? Kamniške Alpame so svoje in Karavanke so svoje, tako da moraš občudovati Kamniške kot svoj tip gora in tudi Karavanke, pa kot ulice tudi. Vsaka skupina svoj karakter, se mi zdi. Aha, kako ste pa, glede na to, da prihajate iz Avstrije, ki imate mačkan hujše standarde, kako ste zadovoljni z urejenostjo slovenskih planinskih koč in poti? Poti so perfektne, so v boljšem stanju kot avstrijske, označe so boljše kot Avstrijci, standardi koče pa čisto različni tudi v Avstriji. Imaš bolj standardne v Avstriji, imaš pa tudi slabše kot so poprečje. To je čisto. Odvisno. Odvisno od denarja. Ja, Nacionalna sredstva nam itak tudi zmanjka, da bi uredili koče kot vsem društvom, tudi mislim, imate i vi isti problem. Aha, najlepša hvala, pa vam želim srečo vrnitev v dolino. Ja, lepe pozdrave vašem planinskemu društvu tudi. Lepe pozdrave, vsi najboljše. Können Sie mir sagen, wie oft besuchen Sie Kamniker Alpen und Bergen? Ja, Kamniker Alpen und Berge eigentlich weniger, aber ich war öfter dabei bei Festivitäten in Kamnik, in Stadt Kamnik, bei Festumzug, also Trachten und einige Male. Und sonst eigentlich von 2003 haben wir Jubiläum auf Velika Planina mit dem Verein, mit Bergrettung und alles, und da war ich auch dabei. Ich bin eigentlich immer dabei. Und wie sind die Kamniker Alpen im Vergleich zu Steirer Alpen? Ja, die Steiner Alpen, also Kamnischke Alpen, ja, sind echte Kalk aufgebaut und sehr wasserarm, also man muss alles mithaben. Aha. Nicht so wie bei uns, auch bei uns in Trofeiach teils Kalkalpen, also mit Hochschwab und Gesäuse ist mehr Kalk, aha, aber auch, wir haben auch Gebirge, die mehr kristallines Gestein. aha. Das ist dann sanfte Kuppen und mehr Wiese, nicht so schwierige Wege, nicht so leichter zum Gehen, leichtere Alpen. Aha, danke.